Lepo pozdravljeni otroci, mladinke in mladinci po letih in po srcu. V imenu Mestne občine Ljubljana vas vse prav lepo pozdravljam v Ljubljani, glavnem mestu. Res se veselimo, da ste danes tukaj z nami, da skupaj zagovarjamo lepoto in svetost vsakega človeškega življenja, od spočetja do naravne smrti. Med nami pozdravljamo škofa Franca Šuštarja, med nami je tudi evropski poslanec gospod Branko Grims, poslanka Alenka Jeraj, gospa Iva Dimic, gospa Vida Čadenič-Pelič, gospod Janez Žakelj in gospod Franc Medic. Življenje prejemamo kot dar od Boga in mislim, da je prav, da se tega vsak zaveda in da bi se vsak čutil kot ljubljenega, kot izbranega, kot tistega, ki ga Bog pokliče v življenje in hkrati tudi Bog odloči, kdaj bi se človek poslovil. Spočetje je tista točka, kjer se vse začne. To je zelo pomembno, da si zapomnimo. Če si danes nič drugega ne zapomnite, si želim, da si zapomnite to. Človek je že človek od spočetja. Človek je človek od spočetja. Človek je že človek od spočetja. To je tvoja odločitev med življenjem in smrtjo. Splav ni zdrav. Sveto pismo nas uči, ne ubijaj. Tukaj sem zato, da spregovorim verujočim in neverujočim. Mi imamo v ustavi zapisano pravico do nedotakljivosti življenja. Povejte mi vi, kakšno dostojanstvo je to, da jaz pomagam človeku storiti samomor? Kaj si želite, da bi bilo v Sloveniji drugače, kot je danes? Da je bila družba tako, kot bo danes tukaj videla, Pohoda za življenje. Sprav svetlo, polno življenja, polno smeha, polno otrok, ne pa teme, pa smrti. Hodimo od Kopra do Maribora, hodimo po celi Sloveniji, hodimo za nerojene, hodimo za mamice v stiski, hodimo za ustrahovane očete, hodimo za utopele zdravstvene delavce, za žalujoče sorodnike, hodimo za zavedene mlade. Hodimo za življenje, za družino, za prihodnost. Mi smo generacija za življenje. Kako lepa je danes Ljubljana. Tukaj vrvi življenje. Na teh mojih rokah je umrlo prav gotovo 200 in več ljudi. Različnih narodnosti, različnih ver in prepričanj. Zato si jaz upam govoriti v njihovem imenu. Bili smo na enem mednarodnem srečanju, kjer je bila prisotna tudi glavna sestra klinike iz Nizozemske, kjer delajo evtanazije. In veste, kaj je rekla? Kaj je njihov največji problem? Osebje. Osebje ne zdrži dolgo pri njih. Ne zdravniki, ne medicinsko osebje, ker tam ubijajo ljudi. A trpljenje ni nikoli samo telesno. Trpljenje je duhovno in duševno. In tega ne more niti evtanazija uničiti. Edino ljubezen, sočutje, bližina in vera v večnega. Mi bomo zmagali na referendumu, ker smo varuhi resnice, ker imamo moč Svetega Duha, ker smo sinovi in hčere očeta in on računa na nas. Visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje govika. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino solz in na goro vstajenja in zbiraj znova k sebi nazaj. Visoko, večno, kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno skupno vandranje k vikam. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolino solz in na goro vstajenja in zbiraj znova k sebi nazaj.
Dober dan, življenje, silno in milo, kot na praznik prihajam tvoj dan. In ti še petam na uho besedilo zaljubljeni, rada te imam, dober dan. Skozi solzenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, dolina solz in na goro vstajenja, in zmeraj znova k sebi nazaj. Dober dan, tisoč možnosti, priložnosti, dober dan, posvečena norost. Dober dan, mila ptica, mladost in tvoja pesem, zares sklenost. Dober dan, življenje, silno in milo, kot na praznik prihajam tvoj dan. In ti še petam na uho besedilo zaljubljeni,